Kaj je pravzaprav država Slovenija na nivoju svoje odločitve, da ne terminalom posredovala do zdaj sosednji Italiji? Je bilo nekaj dopisov, ki jih je poslalo Ministrstvo za okolje italijanskemu ministrstvu in tudi Evropske komisije. Torej, ti dopisi obstajajo in tam so bili izpostavljeni vsi vidiki, ki izhajajo iz te analize. Je bilo nekaj odgovorov tudi, odgovori pa so bili tako nedorečeni, ampak z zagotovilom, da ob upoštevanju mednarodnih konvencij bo Slovenija upoštevala. Ampak to se ni zgodilo. Mi smo dobili spet gradivo, kjer čezmejni vplivi niso sploh omenjeni. Torej, se sprašujemo, kaj se je zgodilo vmes. Ali je prišla nova Berlusconijeva vlada in je vse tisto, kar je bilo prej zagotovljeno, zbrisala in je začela na novo. Občutek imamo, da se tukaj nekdo igra z usodo ljudi, ki živijo v meji, v Tržaškem zalivu, v Sloveniji, v Italiji in tudi na Hrvaškem. Tega se zavedajo tudi Italijani. Oni so sprožili tudi zahteve, naj se upošteva Slovenija, v upanju, da bo Slovenija odločila. Ampak če Slovenija ni odločila, potem civilno gibanje, ki se je sprožilo, se je povezalo tudi med državama, nima več uradnih institucionalnih adutov. Torej, so bili dopisi, ni bilo pa strani zunanjega ministrstva, pa ne vem, če je bila posredovana kakšna verbalna nota. Bi vladi predlagali kot eno predvolilno potezo, da javno to izraz ta ne in ga posreduje tudi italijanskemu zunanjemu ministru? To bi morala postoriti že prej. Če bo to storila zdaj, seveda bo predvolilna poteza, imela pa je 6 mesecev predsedovanja Evropske unije. Jaz mislim, da je to taka zamujena priložnost in takrat, ko je minister hvalil slovensko predsedovanje, jaz mislim, da gre hvaliti absolutno, je treba pohvaliti proceduralni, protokolarni vidik, so bili pridni, zelo pridni, ampak vsebinsko. Vsebinsko smo zamudili toliko stvari, med tem je tudi to, kar bi lahko sprožilo takrat v zvezi s terminali. Mi si vsekakor želimo, da vlada to naredi, ne glede kdaj. Absolutno, ja. Se pa bojimo, prišel bo čas, ko se bomo znajdeli po tistem 21. septembru, upamo, da ne bo takrat se kaj prehitro premaknilo. Upamo, da bo v teh dneh to postorila. In jo bomo zagovarjali pri tem.